Pozdravljeni! Dal sem odpoved. 1 leto in nekaj mesecev sem delal v enem izmed večjih mariborskih podjetij na področju turizma. Delal sem kot hotelski receptor. V lasti imajo kar dosti hotelov v Mariboru in pa tudi eno kopališče. Zdaj v bistvu nikoli nisem želel delati kot hotelski receptor. Kljub temu, da prihajam iz turistične stroke, sem rekel, da tega ravno ne želim početi. Ampak, ker v tistem obdobju ni bilo druge službe, sem sprejel tole službo. Na začetku, ko se privajaš in se učiš in ti je vse novo in ti je vse izzive zelo fajn, zelo rad greš v službo, zelo rad raziskuješ stvari, vsaj jaz sem tak in sem bil zelo zadovoljen. Čeprav s ponujeno plačo sem pač bil, bom kar iskreno povedal, zelo razočaran. Zdaj nekdo bo rekel, da sem preveč zbirčen ali pa da preveč gledam na te nepomembne reči, saj je pomembno, da imaš službo, ker bi kao naj v bistvu bilo bolj pomembno to, da imaš v tem obdobju službo, ne pa to, za kakšno plačo delaš. V bistvu dobiti službo je res en prav izziv, ampak si pač sprejmeš nek kompromis in vidiš, kako se bo kaj obneslo. Zato sem tudi sam sprejel tole delo. Kljub temu, da mi najbolj ni bilo do njega, ampak drugega ni bilo in hotel sem delati in želel sem tudi nekaj zaslužiti in se mogoče kdaj postaviti na svoje noge. Ampak tako kot sem omenil, sem bil s ponujeno plačo zelo razočaran. Delal sem, ker sem mislil, da bom vmes dobil drugje. Ta proces je v bistvu trajal več kot 1 leto in sedaj, kjer sem zelo zadovoljen. Kar me je motilo pri prejšnji službi, je bilo v bistvu to, da podaljševali so mi pogodbo na pol leta. Torej, na 6 mesecev, pa še potem 6 mesecev, pa še potem sem dobil za 6 mesecev, ampak sem vmes potem tole tretje obdobje nekje na polovici skoraj prekinil. Plača je bila 759 evrov bruto, kar je zelo manj neto, ampak v bistvu je šlo za troizmensko delo. Ker je bilo veliko pomanjkanje kadra, smo delali v bistvu 3 ali 4 na eni recepciji, kar je dosti premalo za troizmensko delo. In v bistvu se je včasih delalo po 2 ali pa 3 nočne zapored, delal si recimo 2 jutranji, 2 popoldanski, bil si zmozgan, definitivno ničesar nisi moral planirati vnaprej, kajti urnik se nam je v bistvu iz dneva v dan spreminjal in to me je zelo motilo. Včasih bi rad človek se splaniral nek dan, da gre nekaj, da uredi ene zadeve, pa to pač žal včasih ni bilo možno. Tako da tudi vodja recepcije v bistvu je izgubljala živce s tem, ker v bistvu ni imela kadra in ko nimaš ti kadra, ne moreš planirati nekih zadev in delaš s tem, kar imaš. In sem zelo razumel tole situacijo, ampak me je zelo motila in sem bil zelo jezen in zelo razočaran potem čez čas, ker sem si mislil, za takšno plačo nas tako terajo, da v bistvu se meni ne splača tukaj delati. In ker enkrat slučajno nisem imel uniforme, v bistvu sem jo drugič že pozabil doma, ker pač treba da čistiti te zadeve, mi je vodja hotela v bistvu zabrusil, da če bom tako svoje glav, ne bom pa daleč prišel. S tem predvidevam, da je namigoval tudi na kakšna napredovanja, da pač v podjetju ne bodo možna, kaj pa je zdaj, ampak v bistvu pač tako mi je rekel in tako sem si jaz potem to vzel. Očitno sem pač svoje glav, če sem pač pozabil uniformo, ker se je čistila oziroma je bila v čistilnici, jebat ga. No in ko smo že pač pri odnosu, v bistvu med nami kot malo ekipo v hotelu je bilo zelo fajn. Meni je bilo zelo fajn, sem se v redu počutil, zelo prijetni ljudje. Kar se pa tiče nadrejenih, v bistvu celotne uprave in ostalih ljudi malo na višjih pozicijah, pa moram reči, da je odnos žal poden. V bistvu nihče se ne poglablja, kako ti je, nihče te ne bo vprašal, kako ti je. Eni še bodo težko pozdravili, kljub temu, da bojo stopili skozi glavna vrata v hotel, in v bistvu se bodo delali, kot da tebe tam ni. Bodo šli pogledat ene stvari in ignorirali vse zaposlene. In ne bodo niti na koncu rekli adijo. Tako da v bistvu tudi kar eni vzvišeni ljudje so bili, predvsem pač tujci so bili vpleteni v posle, njih so v bistvu zanimale bolj številke, kot pa to, kako se zaposleni počutijo. Posledice tega se še danes kažejo.
sam sem ambiciozna oseba in sem v tem letu dni, kar sem delal, tam v bistvu poskušal tudi zvedeti, če so kakšne možnosti napredovanja. Ampak v bistvu teh ni bilo, kajti vsi razpisi, ki so bili razpisani, so v bistvu že bili razpisani za vnaprej znane kandidate. V obdobju, ko sem razmišljal in potem tudi dal odpoved, je v bistvu podjetje zapustilo kar nekaj ljudi. In mislim, da to se dogaja še danes. Jaz bi se sicer v bistvu kot podjetje zamislil, kaj se dogaja v podjetju, ampak po pogovoru z nekaterimi ljudmi, ki še delajo v tem podjetju, v bistvu se uprava podjetja žal ne zaveda, kaj počenja. Tako da, v bistvu je zelo žalostno, kajti turizem smo ljudje, tako so mene učili in marsikoga. In moralo bi biti fajn delo hotelskega receptorja po izkušnjah bolj veteranov v tem poklicu. V bistvu to bilo nekoč zelo užitek delati in ti tudi ni bil problem po noči delati, ampak sedaj to postaja zelo necenjeno delo, zelo nizko plačano delo. In tudi odnosi so pod nivojem, glede na to, da gre za delo na področju turizma, kjer bi morali biti odprti, prijazni, vsaj na videz prijazni ali nekaj, ampak niti to ne. Tako da, žalostno, ampak tako pač je. Saj verjamem, da je v marsikaterem podjetju v bistvu tak, ampak to je pač moja izkušnja in govorim o njej in hočem podati tudi svoje stališče in razloge, zakaj sem dal odpoved. No, v glavnem, ko sem dal odpoved, me je gospa na upravi vprašala, kaj so pa razlogi, pa nisem se nič kaj zadrževal in sem povedal po resnici, da plača je prenizka, da bi se lahko človek postavil na svoje noge in si planiral kakšne stvari vnaprej. In potem mi je dejala nazaj, da ja, da razume, da ve, kak je, čeprav po mojem ne ve, in da ve, da je težje tistim, ki so že na svojem in morajo s tako plačo preživeti, kot pa tisti, ki še živite doma, torej jaz, ki še pač živim trenutno doma, ker pač čakam, da imam dovolj finančnih sredstev in da se spokam enkrat na svoje, upam, da bo tako malo. No, ampak v glavnem, da se vrnem nazaj, je rekla, da tisti, ki pa pač doma živimo, pa nam je vseeno malo lažje s tako plačo preživeti, ker nimamo takih stroškov, kot tisti, ki so že na svojem. In v tistem trenutku mi je zavrelo. Saj razumem, so ljudje na svojem, imajo svoje stroške in morajo preživeti. Ampak zdaj tukaj gledam jaz nase in v tistem trenutku mi je res prekipelo in sem rekel, veste kaj, tudi tisti, ki živimo doma, imamo svoje položnice, svoje skrbi in svoje stvari za plačevati, kajti ne živimo na račun svojih staršev. In potem sem na tej točki zaključila pogovor. Jaz pa sem z zelo velikim veseljem odkorakal iz tega podjetja in še danes absolutno nič ne obžalujem. Tako, to je moja zgodba o odpovedi. Upam, da vam je bil video všeč in če vam je bil všeč, vas prosim za thumbs up. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič.